Najprej bi vas vse lepo rad pozdravil, se zahvalil za prisotnost, me veseli, da smo se v takem lepem številu nabrali. Danes smo rekli, da bi malo razpravljali o kariernih priložnostih in možnostih mladih. Zato smo se že v naslovu vprašali, ali je Slovenija država, v kateri mladim lahko uspe. Ta naša razprava o kariernih možnostih je pa samo en delček celotnega koncepta letošnjega socialnega tedna, ki nam ga bo za uvod predstavil gospod Jani Drnovšek. Prosim. Pozdravljeni, spoštovani gosti, lepo pozdravljeni obiskovalci. Res je, danes bo na vrsti eden od 45 dogodkov, kolikor jih letos sodi v socialni teden 2016. Letošnji teden je že 8. po vrsti v teh letih in je posvečen 25-letnici osamosvojitve Republike Slovenije. Po namenu samem pa nosi tudi ime, naslov, se pravi Slovenija, moja država. Značilnost letošnjega dogajanja je pa tudi še ena posebnost, in sicer gre za po toliko letih prvič tudi za oblikovanje ene platforme oziroma povezave civilno-družbenih organizacij, ki se bodo usmerile v delovanje na 5 vsebinskih področjih, ki so kariera, družina, identiteta, zdravje in solidarnost. Vsak od teh 5 stebrov bo definiran s pojmi, preko tovrstnih dogodkov, kot je današnji, pa se bo začelo tudi oblikovanje nabora ukrepov oziroma priporočil, ki jih bomo naslovili na državo oziroma državne institucije. Kot rečeno, proces oblikovanja nabora ukrepov danes začenjamo. Nadgrajevali pa ga bomo na zaključnem seminarju socialnega tedna, ki je naslednji vikend, na katerega ste tudi lepo povabljeni, in finalno na strokovnem posvetu 6. oktobra v prostorih Državnega sveta Republike Slovenije. Hvala tudi v mojem imenu, ker ste danes prišli, da boste soustvarjali vsebino danes obravnavanega stebra. Začenjamo s kariero in besedo vračam nazaj Boštjanu. Hvala lepa. Začetek bi samo predstavili naše 4 današnje goste. Meni najbližji, oziroma z vaše leve, je gospod Kristjan Stojan, vodja mladinskega CEH-a, naprej gospod Matej Cepin, voditelj Socialne akademije, potem gospod Miha Lavtar, ustanovitelj in direktor podjetja Optiweb, ter ne nazadnje, dr. Zoran Vavpot, dekan Fakultete za poslovne vede iz Katoliškega inštituta. Za začetek bi lepo prosil, da se na kratko vsak izmed vas predstav svoje dosedanje izkušnje, svoje delo, stvari, s katerimi ste se soočili, predvsem pa nekako z vidika tistega, kar nas danes najbolj zanima, to je pa nek karierni razvoj mladega človeka, nekoč in danes bomo rekli. Prosim, Kristjan, če kar začneš. Lep pozdrav tudi v mojem imenu. Moje ime je Kristjan Stojan, tako kot je bilo že povedano, sem z društvom Mladinski CEH. V okviru mladinskega CEH-a, poleg tega, da sem recimo tako nekako odgovoren za vsakodnevno poslovanje, primarno delam na področju podpore mladih podjetnikov, tudi na področju razvoja družbenih inovacij znotraj programa Socialni inovatorji prihodnosti, ko smo ga začeli tako 5-6 let nazaj, predvsem z namenom omogočanja mladim, da postanejo oziroma da vstopijo na nek način v svet podjetništva z nekimi svojimi idejami, da jim pomagamo razviti te ideje, da jim ponudimo neko okolje, v katerem lahko okrepijo svoje podjetniške kompetence, in tudi, da jim pomagamo z različnimi storitvami in produkti, ki smo jih sami razvili. Poleg tega se na CEH-u ukvarjam tudi s področjem tehnologije, se pravi opismenjevanja mladih na področju informacijskih tehnologij. Razvili smo en program, ki smo ga poimenovali
malo hudomušno Hacker School, kjer mlade z manj priložnostmi učimo pač programerskih veščin teh osnovnih, malo tudi osnovnega načina programerskega razmišljanja, pa tudi počasi vstopamo v določene druga področja uporabe, recimo informacijsko-komunikacijskih tehnologij. Zdaj tako, jaz sem pač na nek način bil zelo aktiven na področju socialnega podjetništva, tudi na začetku, ko se je to področje začelo razvijati. Poleg tega, da smo začeli s tem projektom na Mladinskem cehu, sem tudi dejaven v, recimo temu, prvem skladu namenjenem za družbene investicije, sklad 05, kjer pač tudi skrbim za področje tehnologije in za določene tipe naložb, predvsem v tej zgodnji fazi. Toliko na kratko o meni, če pa koga bo pa še kaj zanimivo, pa lahko vpraša. Hvala. Hvala lepa, bi kar z Matejem nadaljevali. Hvala za besedo. Sem Matej Cepin in vodim Socialno akademijo. Prisoten sem že vse od ustanovitve te organizacije leta 2004. Formalno pa sem direktor postal, mislim, da tam nekje 2008-2009. Torej, za menoj je že kar nek razvoj vsega skupaj in najprej moj osebni razvoj, potem pa tudi razvoj Socialne akademije. Začel bi z neko kratko osebno izkušnjo. Moj osebni razvoj so zaznamovale okoliščine, zaradi katerih sem se včasih počutil nekoliko nenavadno ali pa celo malo diskriminirano. Šlo je za pač mojo prirojeno oziroma ob rojstvu narejeno napako na očeh, ki mi je onemogočila določene stvari, skozi katere sem se soočal v mladostništvu, recimo pač primer vozniški izpit ali pa znajce v kakšnem novem okolju. In vsem skupaj sem pa prepoznal tudi en blagoslov, namreč vključil sem se v eno mladinsko skupino, pa kasneje med animatorje, pa še kasneje med skavte in še kasneje marsikam, torej v področje mladinskega dela, v področje tega obšolskega, neformalnega dela z mladimi in tam pridobil ogromen skok v različnih kompetencah, v samozavesti, v prepoznavanju tega, kdo sploh sem, zakaj sem poklican, kaj sploh želim v življenju in prav v bistvu sem ugotovil, da si prav to želim dajati naprej. Se pravi, razvoj kadrov, razvoj potencialov, razvoj tistega skritega in vera v to, da v vsakem človeku, naj bo še zelo mlad ali pa že zelo star, obstaja ogromno potenciala, ki ga nikoli ne bomo izkoristili, ampak je vedno v njem in tli in ga je možno odpreti. Poslanstvo Socialne akademije, ki smo jo soustanovili, 3 društva skupaj, je bilo najprej definirano znotraj političnega. Se pravi, Socialna akademija usposablja mlade in odrasle za to, da bojo spoznali politične koncepte, da bodo spoznali, kako se v družbi dela, kako se svet vrti in predpostavka je bila, da bojo za to neformalno izobraževanje pripravljeni kar plačati in pride 20 vikendov, ne? In to je nekaj časa šlo, potem pa to ni več šlo, ne? Zato smo ubrali drugo taktiko in se začeli spraševati, kaj ljudje pa zares potrebujejo in kako pride do tega istega cilja malo okrog in ugotovili, da pravzaprav še posebno pri mladih gre za spoj tega, kar si ti želiš postati, kar bi delal tudi zastonj ves čas, in na drugi strani tistega, od česar boš lahko preživel. In takrat, ko se ti to dvoje nekako pokrije, takrat je po mojem mnenju karijera zelo uspešna. Torej takrat, ko po eni strani res delaš tisto, kar bi delal ves čas tudi zastonj, in na drugi strani ti to prinaša toliko sredstev, da lahko dostojno preživiš. In zdaj je Socialna akademija pravzaprav nekako trodelna stvar. V spodnjem delu, recimo, če si jo predstavljamo vizualno, ni tronadstropna hiša, ampak recimo, da si jo predstavljamo, ne? V spodnjem delu izobraževalni center, kjer se dogajajo razni dogodki, izobraževanja, ljudje vstopajo in izstopajo z manj zahtevami po njihovi participaciji. V srednjem delu inkubator,
v katerega ljudje vstopajo iz izobraževalnega centra, potem ko že najdemo nek stik in v njem razvijajo svoje družbene pobude. Poudarek imamo za razliko od ceha, ki je poudarek na razvoju podjetništva, imamo mi na razvoju družbenih pobud. In v zgornjem delu potem te družbene pobude ustvarjajo neko javno mnenje ali pa neko družbeno zagovorništvo, pa je nekak think tank oziroma možganski trust, kjer izdajamo knjige, skušamo vplivati na družbo, kakšen podsistem rahlo pošraufamo družbeni, mi nismo veliki, ampak kaj malega nam je že uspelo pošraufati. In na ta način trdimo, da od človeka, ki ni vključen in ki ne participira v družbi tako močno, skozi ta 3 nadstropja pridemo do človeka, ki participira. In imamo že kar nekaj lepih uspehov, nekaj lepih zgodb posameznikov, ki so zame izredno dragocene. Morda za konec samo ponovim svojo temeljno predpostavko. Uspešna in lepa kariera se zgodi takrat, kadar delaš tisto, kar bi delal tudi zastonj in ti tisto prinese toliko denarja, da z njo dostojno preživiš. Hvala lepa. Miha, prosim. Zdravo, moje ime je Miha Lauter, sem direktor podjetja Optweb in lastnik podjetja Videa. Moja podjetniška pot se je začela nekako že v osnovni šoli, ko sem s pasivnim zaslužkom preko glasov poskušal nekako dobiti prve takrat tolarje. Potem pa skozi srednjo šolo se to razvijalo, smo šli pač drugo stran postavljati in tako dalje. In pri 19 sem videl pač, da je to nekako nekaj zame, sem v bistvu pri 19 odprl svoj SP. Sem videl pač, da nekako faks mogoče ni lih tista smer zame, da se mogoče kje drugje vidim. In sem pač rekel, ne, grem 100% all in, kar bo pa bo. Pač doma sicer ni bila neka podjetniška družina, v bistvu je bilo tako, da so me še na začetku zavirali, ker pač oni so bili tistega mnenja, šolo, faks, naredi, to je to, boš dobil neko službo, super bo. Jaz pa nekako sem skozi to malo drugače videl svet in sem malo hotel tudi odstopati od tega. In v bistvu pa se je nekako ta pot začela. V bistvu nekako prvi preskok je bil, ko sem prodal domeno za 2000 evrov, v bistvu to je bilo še prek napotnice, še prek SP-ja. To je bilo takrat za študenta tako, wow, 2000 evrov pa napotnica, tako cik-cik, noro. In takrat sem videl pač, da se da. Tako da to mi je res dalo tistega zagona. Potem sem se pa v bistvu začel tudi udeleževati raznih dogodkov, mladi podjetnik, se mrežiti in tako dalje in tako dalje. Začela so v bistvu 2 v podjetju in v bistvu smo vsi skupaj rasli. Se pravi, na začetku nimaš kapitala, da bi dobil ljudi, ki nekaj znajo, ampak pač enostavno dobiš take, ki so ti nekako všeč. Velikrat so to prijatelji, bodimo iskreni, ki jim pač nekako zaupaš, čeprav mogoče to včasih ni najboljše. In pol skupaj rasteš. In tako je v bistvu praktično vsi prvi, ki so bili v ekipi, niso nič znali, vključno z menoj, praktično pač na začetku. In smo rasli. Rasli, ekipa se je večala, v bistvu vsak let nas je bilo kar par več. Pol po 3-4 letih sem v bistvu videl priložnost v videoprodukciji, sem še enega kolega, ki sem vedel, da je to vlada zraven potegnil, sem rekel, kaj če bi da provala še tukaj nekaj narediti. Ajde, dajmo, smo še en podjetje odprli, zdaj furajo svojo zgodbo, jaz sem še malo pomagam zraven. Optweb pa nekako raste še zdaj, v bistvu trenutno nas je 17 zaposlenih, oziroma 18 od par dni nazaj, plus tam nekje 6 študentov, ki so praktično vsak dan tam, se izobražujejo, učijo in praktično pripravljajo na tisto zaposlitev. In v bistvu večinoma teh izmed 18 je bilo takih, da so prišli k nam res brez znanja. Ogromno jih je prišlo to prek prakse, na primer. Se pravi, prišli so iz faksa, smo jim rekli, glej, tukaj imaš neko bazo znanja, tole poglej, postavi na stran, potem te pa vržemo v vodo. In pač v bistvu vsak je nekako tako šel skozi ta proces, ali je pa to spletna stran ali pa pač nekaj drugega. In v bistvu še zdaj na ta princip funkcioniramo, se pravi, da dobimo tazga, ki nam je karakterno všeč, ki vidimo v njemu potencial za neko rast, za neko učenje, sodelovanje in njega v bistvu spravimo do nekega nivoja, da rečemo, ok, zdaj si pa pripravljen, gremo skupaj nekaj narediti. Imamo še v bistvu velike plane za naprej, kar se tega tiče. Nekako malo, sicer moji osebni plani,
o katerih nekako trenutno sanjam, da bi v bistvu tudi v Škofji Loki nek inkubator naredili, ker je v bistvu tako, da se mi zdi, da manjka nekega takega inovativnih prostorov, ne vem, poslopja, karkoli, ne vem, kako bi se temu izrazil, kjer so na kupu neka inovativna, zanimiva podjetja z neko enako strategijo, ki se med seboj tudi povezujejo, pa res pravijo nekaj narediti. Pa mogoče, da nisem vse job, ampak je tudi neko druženje, da se imamo fajn, ne vem, da je tam žar, da naredimo tedensko svoj piknik, whatever, ne vem, za vikende na žurko, za rojsten dan, karkoli, se nima veze. Važno se pravi to, da se družimo tudi izven delovnega časa in da se imamo fajn. In to je nekaj tako. Hvala lepa. Dr. Vapor, prosim. Ja, jaz sem tule predstavnik fakultete za poslovne vede pri Katoliškem inštitutu, ki nekateri jo poznate, nekateri ne. Zdaj v zadnjih tednih doživlja novo mladost, moram reči, obsegom pisa, ki je faktorja 6 oziroma 7 glede na lani. Tako da smo res, moram reči, da sem zelo zadovoljen, predvsem zato, ker sem se fakulteti kot dekan pridružil šele julija letos, tako da je stvar res zelo sveža. Sicer pa pred tem sem deloval skoraj natančno 19 let kot konzultant, poslovni svetovalec. Na raznoraznih projektih tega je bilo preveč in tudi predolgo mogoče. Predtem sem pa tudi 5 let živel in delal v Franciji, ker sem bil ustanovitelj in direktor prvega slovenskega podjetja v tujini po osamosvojitvi Slovenije. Tako da pri 26 letih je bil to kar zalogajno, ko sem se gor odpravil. Zanimiva izkušnja. Kar se tiče mojih izkušenj z mladimi, izhajajo praktično že iz srednje šole, ko sem kot takrat še voditelj juda, s katerim sem se aktivno tudi tekmovalno ukvarjal, že vodil brezplačno, ne, takrat niti nismo pomislili, da bi dobil kaj plačano, ne, tečaje, ne, za malo mlajše, bi rekel, osnovnošolce. Bil sem tudi pri tabornikih, takrat še ni bilo skavtov, ne, to so bili še tisti časi, ko so bili samo taborniki. In pa seveda, zdaj se pravzaprav nadaljujem zgodbo, ki sem jo končal pa na fakulteti, ko sem 2 leti že učil na srednji šoli za gostinstvo in turizem in zdaj sem spet zaplul pedagoške vode, vmes pa 25 let biznisa, ne, tako da skozi nekako se vračam v ta pedagoški poklic delo z mladimi in tako da to je na kratko ta predstavitev. Hvala lepa. V bistvu smo danes se nekako namenili, da bi pa mogoče celo poiskali kakšne rešitve ali kakšne izboljšanje pristope do tega, da bi mladi imeli lahko kdaj kakšne boljše karierne možnosti, priložnosti. Predvsem z tega vidika, da bi lahko živeli neko samoizpolnjeno življenje, tako, kot jih izpolnjuje. Mislim, da je bila velik način, kako je Matej opisal, kako naj bi to izgledali najlepši. Ampak vsi štirje v bistvu se lotevate pristopa ali pa je vaša izkušnja zelo posebna, drugačna, inovativnejša od pristopov, ki jih za spodbujanje kariere mladih smo navajeni predvsem strani države. Država to spodbuja bodisi z denarjem, z nekimi ozkimi socialnimi programi, z nekimi ustaljenimi oblikami, ki pa očitno nimajo kaj dosti vpliva oziroma učinka. Zato bi prosil v bistvu vsakega posebej od vas, če bi lahko malo pobrskali po možgančkih in poiskali recimo 5 ali pa do 5 ukrepov, ki bi po vašem mnenju lahko spodbudili to področje, da bi Slovenija lahko postala država, v kateri mladim lahko uspe, oziroma da bo lahko naprimer čez 10 let tale okrogla miza imela naslov Slovenija država, v kateri mladim lahko uspe in imela namesto vprašaja klicaj. Pa bi kar z dr. Vaupotom začeli, če lahko. Samo še to, ki jo sprekinil, tam sem na par listkov na limu, na katere še te vaše predloge upisali in se potem mogoče še kaj pogovorili. V redu. No, jaz sem naredil domačo nalogo, ne, tako da tako kot za študente tudi sam imam isti princip, ne, tako da 5 jih je, natančno 5, ne.
kaj bi bilo po moje treba narediti, ta spisek bi lahko bil bistveno daljši. Prva stvar, ki mi je padla v glavo, mi vedno razmišljamo, kaj moramo storiti. Dosti lažje in hitreje, veliko več pa celo učinkovite je, da se vprašamo, katere napačne stvari moramo pa nehati početi. Malo obrnen vrstni red. Enostavno nehamo. In ena taka stvar, ki v Sloveniji jaz vedno delam zavestno pa podzavestno primerjavo s tujino, predvsem s Francijo, ki jo pač dobro poznam, dolgo sem gor živel in imam stalne stike, tudi družinske, je recimo, lahko bi nehali početi neke, oziroma odpravili bi lahko neke pretirane omejitve, ki so vgrajene v našo zakonodajo. Zdaj bom čisto konkretno, recimo določene dejavnosti pri nas, če hočejo mladi vstopiti na trg dela v neko dejavnost, je tako zakomplicirano, tako omejeno, da enostavno tudi pomislici ne upajo, da bi vstopili. Primer, pogledajte lekarniško dejavnost. Zdaj, ko smo v Sloveniji, je pač nam čisto normalno, da lekarniška dejavnost funkcionira tako, kot pač funkcionira. Kako pri nas funkcionira, bom pobral en člen zakona o lekarniški dejavnosti. Da se boste malo smejali, moraš ga parkrat prebrati, da ga razumeš, pa nismo vsi čisto neumni, ampak skratka, kako to je drugi A člen, oziroma drugi odstavek prvega člena, to zgleda tako. Govorimo seveda o koncesijah, to je že ena vrsta omejitve za odprt trg. Koncesija za upravljanje lekarniške dejavnosti podeli pristojni organ občine ali mesta v soglasju z ministrstvom, pristojnim za zdravstvo, po poprejšnjem mnenju Lekarniške zbornice in Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije na podlagi izvedenega javnega razpisa za upravljanje lekarniške dejavnosti in pridobitve koncesije. Javni razpis izvede občina ali mesto na podlagi meril določenih s planom zdravstvenega varstva Republike Slovenije. Jaz še vedno ne razumem. Kaj hočem povedati? Poglejte, lekarna je navadna trgovina. Trgovina, v kateri morajo biti zaposleni strokovnjaki, farmacevti, se strinjam, reguliran poklic povsod na svetu in tu se zgodba konča. V Franciji imate na 50 metrov v mestu lekarno. Pri nas, da dobiš koncesijo za lekarno, moraš podkupiti ne vem koliko ljudi, to so prošnje, to je čakalna vrsta, in ko ti dajo koncesijo, če ti jo seveda dajo, je to, kot da se ti je prikazala Božja mama. Skratka, to cut the long story short, odpraviti treba kakve nesmiselne omejitve, tu sem sam povedal primer z lekarno, pa ni to edina tak problem v Sloveniji. Kaj, spravo odpraviti nesmiselno omejevanje? Nesmiselno omejevanje v določenih, bi rekel, dejavnostih. Primer, lekarniška dejavnost, čisto konkretno. Jaz rad, pač prihajam iz biznisa, nisem tipičen administrativn, oziroma akademski teoretik, vedno rad zelo konkreten. To lahko zelo hitro napravim. Ampak, seveda, tukaj se pa potem prikažejo lobiji, ker ko vi odpravite te zadeve, odpravite možnosti za korupcijo. Te korupcije pa nekdo živi. Nekdo ta denar dobiva, potem ga več ne bo dobival, ko bo to na odprtem trgu. Ok, to je prva taka stvar. Druga stvar, bolj splošno, mislim, da je treba na nek način povečati medijsko prisotnost tistih, ki nasprotujemo ali pa nasprotujejo stigmatizaciji privatne lastnine nasploh. Beseda privat je pri nas stigmatizirana še vedno. Če si privatnik, to je kaj narobe s tabo, nisi dobil službe v državni upravi. To pomeni, da si pač privat, ker ti ni ratalo. Tako kot pravijo za Belgice, da so to Francozi, ki jim ni uspelo. Približno tako. To Bog ne dej Belgice več. Skratka, to je popolnoma v skladu z neko komunistično ideologijo, ki privilegira in potrebuje državno lastnino, ker preko državne lastnine kontrolira družbo. Kjer prevladuje privatna lastnina, ti ne moreš kontrolirati družbenih procesov. Preko državne lastnine pa lahko. V državni lastnini imaš medij. Seveda država postavi svoje urednike in FOPA potem v medijski prostor novice, ki jih pašejo, infiltrira tiste, ki jih ne pašejo. Skratka, to je čist. Skratka, to stigmatizacijo privatnosti in privatne lastnine je treba odpraviti. Odpraviti stigmatizacijo
Pridevnika privaten, ne? Destigmatizacija, zasebnosti. Ne? Ja. Poglejte si šolstvo, ne? Mi smo privatna fakulteta. Ne? To je katastrofa, privat šole. Ja, zakaj pa? Ne? Ja, mi rabimo učinkovito javno šolstvo. Zakaj pa javno? Zakaj pa ne samo učinkovito šolstvo? Zakaj pa mora biti javno? Teh primerov je ogromno. Zdravstvo, čisto ista stvar. Ne? Tretja stvar, v enem članku, ki je bil nedavno objavljen, sem v bistvu povzel, dokazal tudi potrebo po čim hitrejši privatizaciji podjetij v državni lasti. Pospešena privatizacija. Kje smo zdaj v Sloveniji? Klasična slovenska zgodba. Ne? Vlada je lani sprejela dokument, ki se mu reče Strategija upravljanja kapitalskih naložb države, lepo je napisan, lepo je spliten, lepo je oblikovan, odzadaj je bila krasna PowerPoint prezentacija, ne? Vse je super, skratka, forma je krasna, noter imate podjetja, ki so pač v državni lasti opredeljena, tista, ki so ta glavna soda, sploh niso namenjena privatizaciji ali pa so namenjena po takimi pogoji, da jih noben normalen tuj lastnik ne bo kupil, ne? Niti slovenski, seveda. Ampak, ko je treba pa iti v akcijo, nas pa zmanjka. Ne? Zdaj že imate recimo primer, do konca leta 2017 bi Slovenija morala privatizirati Novo Ljubljansko banko. Jaz sem rekel, da dam roko pod giljotino, če se bo to zgodilo. Ne? In zdaj se že v medijih pojavlja, kako ministrica bolj undercover, ne, že lobira v Bruslu, ne, to je bilo zadnjič objavljeno, kako pa bi mi malo ta rok podaljšali vsaj preko do naslednjih volitev, da pa vse ne bi sprivatizirali še. Ne. Ker zdaj pa cena je pa preniska, glede na to, da bi bila previsoka. Ko bo bila pa cena visoka, ne, bo pa visoka, potem pa ne prodajamo družinske srebrnine. Telekom Slovenije pred 10 leti pa lani. A ne. Tako vedno najdemo izgovor, zakaj ne privatiziramo, ampak s tem, ko ne privatiziramo, ne samo da zgubljamo kapital, ki bi ga dobili iz privatizacije državnega premoženja, mi izgubljamo tudi, to je pa direktna povezava iz raziskav ven kaže, da zaradi tega imaš tudi manj tako manj greenfield oziroma novih tujih naložb. Ne. To je tisti problem v Sloveniji. Po se čudimo, zakaj toliko zaostajamo za Češko, Slovaško, Madžarsko, Poljsko, ki nas prehitevajo po desni. Ne. Jutri nas bo pa Hrvaška, ne. Tisto bo še bolelo. Privatizacija, pospešena privatizacija, nič kaj dosti veliko govora. Ampak seveda spet politika tega ne mara, ne? Ker spet zgubljaš neke vzvode oblasti, odločanja, ne? Nadzora nad družbenim sistemom. Četrta stvar, zelo povezana s tretjo, dejansko spodbujanje tujih naložb. Ne? Zadnjič sem dal en kratek intervju za FDI magazin od Financial Timesa, ena izdaja, ne? Me je vprašal novinar, kaj je razlika odnosa do tujih naložb v Sloveniji, pa druge države, višegrajske skupine. Sem rekel, zelo preprosto. Tam se pogovarjajo o tem, kako privabiti tuje naložbe, mi se pa še vedno pogovarjamo o tem, a bi jih sploh privabili. To je ja škodljivo, ne? Tujci pridejo, da nas uničijo, ne? Tujci pridejo, da nas zaprejo. Ne? Skratka, sami neumni tujci so. Če pa nas ne zapre, nas bo pa izkoristil, da bo delal dobiček na plečih naših delavcev, to pa tudi ni sprejemljivo. Je boljše, da so na zavodu za zaposlovanje. No in peta zadeva, zadnji ukrep, pa ni nek splošni ukrep, tudi ni politični ukrep, skratka tule spodbujanje tujih naložb. Ne? Mi ne živimo v nekem binarnem črno-belem svetu, ne? To je jasno. Eni so pravijo, da je 50 odtenkov sive, nisem prav te knjige, tudi filma nisem gledal. Ne? Ja. Ampak treba si je priznati pa naučiti razlikovati, da vedno ni možno sprejemati kompromisov. Ne? Nekje na sredi, somewhere in the middle. Ne? Ni vedno možno kompromisov. Skratka, med podkupovanjem in nepodkupovanjem ni srednje poti. Ali podkupuješ, ali pa ne podkupuješ, ali kradeš, ali ne kradeš. Ni v vsaki stvari kompromisov in to slovensko kompromisarstvo, ta naš problem, ne, da stvari poimenujemo take, kot so. Ne. Tu pa moramo prav na nivoju slovenske kulture prenehati s tem mutenjem, s tem iskanjem neke srednje poti. Ne. In je treba enostavno reči, ti si lopov, ker kradeš fertik. Ne. In to se ne dela. Konc. In takih ljudi, ki si tu upajo na glas, povedajo, v tej državi je malo. Zakaj? Ker jih pol razglasijo za kakšne?
Ja, konfliktne, ne? Poveš, da cesar je gol, in potem si pa konfliktni, ti se moraš delati, tako da je vse v redu, a ne pri nas. Ne? In to je pa na nivoju celotne slovenske kulture. Skratka, en odkrit dialog in povedati stvari takšne, kot so, da ljudje niso problem za tega, ker to tako imenujemo. Takšne, kot so. Mislim, natočimo si čistega vina, ne moramo vedno špricerja piti. Čeprav ni špricerja nič narobe. Evo, toliko. Znaš, kaj pa pravijo mladi podjetniki, kako dela v inkubatorju seveda? Jaz bi malo drugače vse skupaj zastavil. No. Predvsem bi za začetek rekel, da je treba malo tega negativizma stran dati, pa v bistvu sploh kakšno dobro zgodbo naprej predstaviti, ker pač, če ti starši govorijo, če ti politika govori, če ti vsi govorijo, ne moreš, ja se pa sploh probaš, ne? Mislim, zakaj bi probil, če ti vsi glumijo, da ne moreš? To je res bedarija, ne? Tako da že to v bistvu, da ne bi začeli razmišljati, koliko je vse slab, pa da bi začeli razmišljati, koliko je mogoče dober, je to že en ogromen korak za moje pojme naprej, ki je bil res, za moje pojme, neka najbolj efektivna stvar, kar bi se lahko zgodila. Kar bi jo mi vsi lahko naredili, no, tako, vključno z mediji in z vsemi ostalimi, predvsem mogoče mediji. In iz tega v bistvu, ne vem, mogoče izhaja ta prva točka, da bi nekako vedel, mogoče že v, ne vem, srednje šole ali pa fakse, mogoče neko etiko. Naprimer, se pravi, da v bistvu naučiš ljudi, ne vem, kako komunicirati, kako priti do nekih, ne vem, neke take praktične bolj stvari, no. Se pravi, ne vem, javno nastopanje, kako začeti s podjetništvom, glavno te stvari, ki jih kot podjetnik pač greš v njih, da bi nek predmet bil enostavno malo drugačen, no. Ne vem, to bi mogoče rekel podjetništvo, da bi bil dobesedno en predmet, kjer bi bile noter take malo drugačne nauki, ki bi temu rekel, ne. Pa predvsem, da se bi pač bolj pozitivno vse skupaj predstavljala. Se pravi, lahko napišemo tukaj, da bi se pač podjetništvo dal kot nek predmet že v srednjih šolah, pa to ne bo kakršenkoli oblik že pač. To naprimer se delajo ustvarjalniki in podobnih, se hodi po srednjih šolah, pa so razne prostovoljne, kaj bi temu rekel, obstranske dejavnosti. In to se mi zdi pač, da je bilo flower. Definitivno, ne vem, to je sicer stvar, ki se jo že dela, praktično izobraževanje, ampak se mi zdi, da je še ful premalo. Ne vem, večina v faksu ima samo 3, 4, 5 tednov, kar je pač čist premalo. Če en pride k meni s 5, 6 tedni, mu lahko dam neke simple taske, ki jih naredi v srednji šoli že vsak, ne moramo pa dati nekaj konkretnega, da se bo s tistega karkoli navadil, se mi tudi pač ne splača njega izobraževati za 6 tednov, ker bi sam strošk bil to. Če bi prišel, ne vem, za pol leta, naprimer, da bi bila pač dejansko praksa obvezna pol leta, se pa lahko v tega pol leta ogromno nauči, vidi, kako podjetje v piko funkcionira, spozna vse v podjetju, če je neko manjše ali mikropodjetje, in bi on od tega ogromno imel plus podjetje, bi videlo, a je za njih primeren, a se je naučil določene stvari in a lahko pol, ko zaključ šolanjem, pride mogoče k njim. In z tega bi lahko že ogromen teh študentov že tekom študija dobili zaposlitev, tako kot pri nas, naprimer. Tako da še več prakse, predvsem na faksih, to je definitivno. Pa ne samo v prvem, ni samo pred zadnjo letnikom, ampak takoj. Da spoznajo 3-4 podjetja, to je nepredstavljivo za moje pojme. Tretja, ki se v bistvu tudi letos vem, da je razpis, prišel ven, bomo tudi gotovo sodelovali, ker vem, da je tudi v tujini dosti popularno, je to, da v bistvu profesori grejo za nekaj časa v sama podjetja se izobraževati, oziroma ne izobraževati delati. Se pravi,
da dobijo realne, praktične izkušnje, kako se dela v tistem času. Pač zdaj vse to hitro gre, da enostavno, ne vem, če je nekdo profesor se izobražal 15-20 let nazaj, oziroma delal 15-20 let nazaj, se sploh ne več v realnosti, kako je neka stvar, mislim, žal. In se pol rešuje tako, da v bistvu na fakultetah so tisti, ki so v višjih letnikih učijo nižje in znajo dobesedno več, kot profesori, kar se prakse tiče, in je res žalostno to. Tako da definitivno vsak, če hoče biti profesor, mora iti vsaj na vsake 3 leta ali pa 4 leta v neko podjetje za pol leta, 1 leto in tam dela. Drugačni profesor. Pa da ne slačim kaj rekel. Ne, jaz vas podpiram, jaz prihajam iz prakse, jaz sem 2 meseca na faksu. Samo zanima me, kako bi vas poslušali kolegi na ekonomski fakulteti, ki firme niso videli od zunaj, nikoli, ne od znotraj. Mene je to čisto vse, predavajo pa podjetništvo. Mene je to čisto vse, ne spomnim, kar si mislil, tako da ne si mislil, kar si hoče, to je čisto vse. Tako da praksa profesorja je obvezna na x let. Karkoli. Periodično, odlično. Hvala. Ali pa da sploh ne more postati profesor, če nima prakse? No, definitivno. To je nekako začetek. To je začetek, pač prej pa ja. Jaz se pol usmerjam na fakse, tako da pač je fajn, da so obrala čist drugo pot. Ta četrta stvar, je to, da bi bilo več skupnih projektov med samim faksom in podjetjem. Že spet, stvar, ki jo mi tudi že izvajamo. Ravno letos, včeraj smo bili na sestanku, se prijavljamo na razpis, da bomo pač skupaj naredili nek brand za zdravo prehranjevanje na delovnem mestu. In v bistvu smo skupaj s fakulteto prijavili na razpis in če dobimo, bo prek razpisa mislim, da pač študenti plačani, mi pa tudi dobimo praktično narekovajo za ston delovno silo. In tukaj že spet študenti dobijo nek praktično znanje, mi dobimo od tega, da nam nekdo pomaga brezplačeno, se pravi, da nič ne riskiramo, razen časa. In smo vsi pač win-win situacija. Tako da se pravi, realni skupni projekti med fakulteto in podjetjem. Ne vem, tudi čist praktično iz prakse OptiPrint je isto pač podobno zgodbo imel. Tako da so uspešne zgodbe tudi na tak način, ampak je bilo toliko malo teh zgodb, je tudi uspešnih pač zelo malo. Ampak jaz mislim, da jih bilo ful več. Zadnja pa ne vem, mogoče se mi je zdela, recimo, že spet je ena taka, ki delno se že izvaja, ampak bi rad, da bi se še bolj, je to, da bi v bistvu vsak študent, ki prije z faksa, pa ne glede na to, koliko je star ali pa koliko časa je na zavodu, da ima prvega pol leta, vsaj pol leta neke minimalne prispevke ali pa da jih sploh nima. Se pravi, da podjetje ne plačuje normalne plače za nekoga, ki prišel direktno z faksa, ki nima še čist nič izkušenj in ga je treba izobraževati. Kako je to preživljeno? Nižji prispevki ali pa brez prispevkov za prvo zaposlitev. Se zdaj je to, naprimer, za tiste, ki so na zavodu, ampak bodimo realni, zavoda nekoga vzeti. Že avtomatsko, meni osebno, če je nekdo na zavodu, me kar malo klikne. Tole pa ne vem, če štima. Pač, ne vem, meni je zavod, ne vem, ne privlači me. To je to. Ok, hvala lepa. Matej? Ja, jaz imam tudi eno od mogoče tretjo pot, mogoče malo razpršene ukrepe med obema, kar sta vidva povedala in predloge ukrepov seveda. Bi pa predtem rad pojasnil, kako vidim situacijo današnjo, svet kariere in svet dela. Vidim, da nekako opazujem dva prevladujoča trenda. En trend je globalizacija trgov, ki nas sili v globalno konkurenčnost in moj občutek je,
da je zaradi tega zelo težko toliko obdavčiti delo, ne, ker potem nisi konkurenčen, če ga pa tako malo obdavčiš, pa potem tudi ne moreš kot država nuditi dovolj storitev, ne, čeprav je v Sloveniji še veliko možnosti za optimizacijo tega. Drugi trend, ki ga prepoznavam, je pa 4. industrijska revolucija. Ta koncept izhaja iz enih študij, narejenih v zadnjih letih. Mi je zelo simpatičen, namreč kot da se je prva industrijska revolucija zgodila z mehanizacijo in takrat je to zelo velike družbene spremembe prineslo. Druga industrijska revolucija s serijsko proizvodnjo tekočimi trakovi, prav tako. Potem tretja z računalniki, z digitalizacijo in ta 4. revolucija, ki pa vključuje internet in razne povezave stvari in računalnikov, robotizacijo, internet stvari, ne, Internet of Things, se mi pa zdi, da prav tako zelo, zelo močno spreminja družbene sisteme in navade, kako živimo. Že če pogledamo, kako recimo se gibljemo, kako naročamo prevoze glede na 20 let nazaj, taksiji se ukinjajo na račun Uberja in podobnih, potem kako, ne vem, naročamo naša življenja so iz dneva v dan, potekajo popolnoma drugače, kot so še recimo 20 let nazaj, ne. In vsled tega se mi zdi, da se spreminja tudi svet dela, svet kariere, svet podjetništva, ne. Ni več rigidnih struktur, ni več hierarhičnih firm, vse se dogaja veliko bolj za posamezno nalogo, kot pa za neke trajne delovne odnose. Potrošniki so začeli preko raznih platform spletnih soustvarjati izdelke in jih razvijati, dajati veliko močnejši feedback, veliko več je dela v oblaku, veliko težje je menedžirati, je biti šef na nek način ali pa drugače in delavci potrebujejo potem takem tudi več tega, kar s tujko rečemo self-management, ne, se pravi upravljanje samega sebe. In zdi se mi, da iz tega da se naš sistem temu še ni prilagodil. Da imamo po eni strani zelo, zelo v Sloveniji davčno oazo z SP-ji, ki so zelo, zelo malo obdavčeni in na drugi strani ene najvišjih davkov na področju rednih zaposlitev v Evropi in tudi v svetu in da to nesorazmerje med davčnimi oazami, med davčno privilegiranimi SP-ji in močno obdavčenim redno zaposlitvami pravzaprav ustvarja eno zelo, zelo težko situacijo, še posebej za mlade, o katerih danes govorimo, ker praktično govori in podjetjem in mladim za to nekako prisilno SP-izacijo. Kaj pa to pravzaprav pomeni? To pravzaprav pomeni, da vsaka fizična oseba postane odvisna sama od sebe, ne, in na nek način tudi razdira skupnost. Po svoje je to več odgovornosti, tudi sam sem bil ves čas v službah, kjer sem direktno mogel zaslužiti za prav direktno finančni tok mi je bil predstavljen, oziroma sem ga mogel zgenerirati, da sem dobil plačo, ne, nikoli nisem bil del nekega velikega sistema, kjer se za denar mi ne bi bilo treba brigati, ne. Tako da mi je to všeč in pozdravljam po svoje, ne, to večanje odgovornosti, ne. Po drugi strani pa z vidika skupnosti nekako hromi te kolektive, te skupnosti, hromi trajne povezave. Svet postaja vse bolj prah, ki ga ne moreš več prijeti, ni več glina, ampak se ti v rokah kar razleti. In prvi ukrep, v šolski sistem zaradi tega, ne, v šolski sistem več poklicne orientacije. Zelo podobno, kot si dejal ti, se pravi poklicna orientacija, kaj bi sploh počel, kateri so moji talenti, kje so priložnosti, kje niso, tako nekako. Drugi ukrep, v šolski sistem več prakse. Se pravi, višje oblike znanja, več sinteze znanja, več možnosti, da se učim iz izkušnje, ne iz knjige, manj tistega ponavljanja, več kreiranja lastnega znanja na račun poslušanja tistih, ki že nekaj vedo.
Potem tretji ukrep se tudi nanaša na to, kar sem rekel že prej, znižanje obdavčitve dela tudi na varnejših oblikah zaposlitve. Se pravi, ne samo pri SP-jih, ampak znižanje obdavčitve tudi pri rednih zaposlitvah in pri podobnih oblikah zaposlitve. Četrta, stimulacija za vrnitev mladih v Slovenijo. Včeraj na uvodnem dogodku socialnega tedna smo slišali, da vsak teden preračunano iz Slovenije izstopi 166 mladih, če gledamo statistiko za lansko leto, in nekako stimulacija za vrnitev teh mladih v Slovenijo, zdaj je to pomeni v fizični obliki ali pa sam, da posel se navezuje na to slovensko klimo, mi je dosti vseeno, toliko poglabljal se nisem, najbrž je oboje potrebno. Ne? Prav spodbuda za vračanje. Ja? In peti ukrep, medgeneracijski prenos znanja. Zdi se mi, da kljub temu, da sem po profilu v veliki meri mladinski delavec, veliko delam tudi z odraslimi in starejšimi, in kljub temu, da imamo danes na panelu govora o mladih, da vendarle se ogromen procent ljudi po 50. nekje znajde v situaciji, ko nima več vizije za svojo poklicno pot. Zato bi medgeneracijski prenos znanja preko mentorstva in teh stvari se mi zdi, da bi dal obema skupinama ogromno. Starejši bi se počutili bolj koristne, ob tem bi se tudi soočali z novimi pogledi in bi bili prisiljeni iti iz cone udobja, in mlajši bi v bistvu pridobili tisto, kar sem že prej govoril, v soočanju s starejšo generacijo, več poklicne orientacije in več soočanja s praktičnimi izkušnjami. Hvala lepa. Gremo naprej. Jaz bi mogoče, naš pogled je šel mečkam bolj specifično. Na začetku smo tudi razmišljali o različnih ukrepih na različnih področjih. Potem smo pa se malo vrnili nazaj, pa smo pogledali, kateri je tisti bistveni problem, ki ga mi vidimo, oziroma s katerim se srečujemo pri našem delu z mladimi. Zdaj, mogoče jaz tudi tako, ko Matej malo pogledal mečke nazaj, pa pojasnil ozadje tega, kako smo mi prišli do tega problema, oziroma kako vidimo te zadeve. Sicer mi kot organizacija se predvsem ukvarjamo z mladimi z manj priložnostmi. To je širok pojem, kar pač pomeni mladi, ki so na takšen ali drugačen način prikrajšani za kakšno zadevo. To lahko pomeni, da so iz bolj oddaljenega podeželskega kraja, lahko to pomeni, da so iz socialno šibkejših družin, različne so te zadeve. Na splošno pomeni, da če bi gledali neko povprečje, niso imeli tako dobrih možnosti za svoj osebni ali pa karierni razvoj kot ostali njihovi vrstniki. In zdaj bom mogoče opisal neko tipično pot nekega takšnega mladega človeka, ki pa jih ni tako zelo malo. In sicer, recimo, da je to mlad študent prvega letnika, ki pride v Ljubljano iz nekega bolj oddaljenega kraja, je prejemnik recimo državne štipendije, ta se giblje med 70 evri in 190 evri, tudi če je prejemnik najvišjega zneska. Dostikrat to v praksi pomeni, da je odvisen sam od sebe in svojih prejemkov. Starši mu ne morejo pomagati, včasih je situacija celo takšna, da se študentje želijo staršem nazaj pomagati. Zaradi tega je v bistvu, zdaj vemo, mislim, tisti, ki ste v Ljubljani, pa ste bili, ne vem, v študentskih domovih, se naš predstavljate, da 190 evri se zelo težko preživi, recimo, da če rečemo, da dobi študentski dom za 70 evrov, plus stroški prevoza so zdaj relativno majhni, ampak tudi so 20 evrov, mu ostane za celoten mesec še nekih 100 evrov. To pomeni hrana, pomeni kopije, pomeni vse. In v bistvu ti študentje so primorani si poiskati neko delo. In v zadnjih 8 letih sta se zgodile dve zadevi. Zgodila se je gospodarska kriza, ki je zmanjšala že tako ponudbo študentskih del, in zgodila se je ogromna obdavčitev študentskega dela, kar je praktično povzročilo, da 90% študentskih del pomaknjenih na najnižjo možno postavko, to je 3,8 evra neto za študenta. In velik del teh študentov, ki je pač prisiljenih v to, da delajo za tako postavko in delajo karkoli dobijo in delajo veliko več, kot so delali včasih.
To jih na nek način postavlja v še bolj deprivilegiran položaj in še slabšo socialno situacijo, zaradi tega, ker pač enostavno poleg študija in dela jim ne ostane časa za razvoj nekih svojih potencialov. In tudi opažamo velik pojav, ampak to zdaj ni znanstveno dokazano z naše strani, ampak opažamo, naše opažanja so, tudi pojav depresije med mladimi, točno zaradi tega, ker enostavno so ratali kot neki industrijski roboti, hodijo na faks, grejo delati. In kaj mi opažamo na naših programih, ki spodbujajo neko samoiniciativnost mladih, kreativnost, delo na svojih lastnih idejah, je, da v tem trenutku za njih v državi ni spodbudnega okolja. Se pravi, vsak mlad, ki začne, če je v takšni situaciji, ni variante, da odpre svoj SP. Ni variante. Nikjer ne more dobiti 260, 290 evrov za to, da si plačuje svoje mesečne prispevke. Kar pa obstaja v Sloveniji, je zelo podobno tudi z avtorskimi pa podjemnimi pogodbami, ki so tudi enormno zdaj obremenjene. Kar pa obstaja v Sloveniji, pa je mogoče manj znano, je nek inštitut osebnega dopolnilnega dela, ki je relativno enostaven. Se pravi, posameznik lahko gre na upravno enoto, ga priglasi. Njegova obveznost je, da vsak mesec on ali naročnik, odvisno je od tipologije dela, plača vrednotnico v višini 9 evrov, ki gre za pokojninsko invalidsko zavarovanje, in zato lahko upravlja dela. Problem osebnega dopolnilnega dela jih je malo več, ampak glavni je ta, da je omejen na zelo majhno število del. Zdaj bom na grobo povedal, nabiralništvo, domača in umetnostna obrt, pomoč v gospodinjstvu, nudenje inštrukcij, čiščenje, ampak že tam je problem, če je več kot 8 stanovanj v stanovanjskem objektu, ne sme več to delati, in še par takšnih zadev. Pač zelo omejeno na to. Druga bistvena omejitev pa je za tiste študente, ki bi začeli radi nek svoj posel, je pa tudi to, da so omejili zaslužek na maksimalno 3 neto povprečne plače na polletje. To se imamo problem pri onih, ki so zelo sezonski, ki delajo dosti polet, pač težko to zdaj skombinirajo, da ne bi presegali tega. In ker se mi pri nas ukvarjamo predvsem s temi majhnimi mikropodjemji mladimi, se pravi z mladimi, ki imajo neko idejo, to niso zdaj to niso startupi, ki imajo nek high potential growth, se pravi neko potencial za veliko rast, za potencialne investitorje, ampak gre za mikropodjeme, smo pač oblikovali naslednjih 5 konkretnih takih predlogov, ki mislimo, da bi tem mladim pomagali. In prvi ukrep je širitev osebnega dopolnilnega dela, predvsem v smislu dejavnosti. To se pravi odprava omejitve na področju tipologije dejavnosti. Mi bi razširili osebno dopolnilno za vse dejavnosti. Zdaj, lahko se navezujemo prej tudi koliko določene dejavnosti so regulirane, potrebujemo predhodno dovoljenje, ampak pač se pravi, mladi bi lahko upravljali vse tiste dejavnosti, za katere pač ne potrebujejo posebnega dovoljenja, če pa tisto zahteva, ga lahko načeloma pridobijo. Zdaj, ko govorim mladi, bi lahko to veljalo praktično za vse v Sloveniji, jaz sem mladi. Naslednji ukrep je, odpravili bi to omejitev polletnega zaslužka, ampak bi rekli, naj se postavi meja pri letnemu zaslužku. Predvsem zato, ker recimo tudi študenti dosti delajo čez poletje, eni so dosti sezonska dela, pač naj se odpravi omejitev polletnega, pa se ne postavi omejitev letnega zaslužka. Tretji ukrep, ki ga predlagamo, je zvišanje omejitve zaslužka, in sicer mi bi omejili letni zaslužek na maksimalno 12 povprečnih minimalnih plač. Se pravi, da bi to letni zaslužek bil recimo 12x790 bruto. Ja? Zvišanje 12 povprečnih minimalnih plač. Aha, povprečnih. Ja. Mislim, se dostikrat se ne spreminja blazno. Ok. Skozi leto, ja. Ja. Ok.
Četrti ukrep, ki ga mi predlagamo, je zelo enostaven prehod iz osebnega dopolnilnega dela, oziroma mi smo temu konceptu rekli osebno delo, ne več dopolnilno, ampak osebno delo, v status samostojnega podjetnika. Naš predlog je, če bi 2 leti zapored za 1000 evrov presegel letno omejitev, se avtomatsko preoblikuje v SP. Ja, to je to. Olajšanje preoblikovanja. Ja, avtomatsko bi uredili pač prehod. Enostaven prehod v SP. V SP, ja. In ko smo že pri tem, če pademo iz nič praktično iz 9 evrov mesečnih prispevka na 290, je to vseeno dobra motivacija za izogib temu. Bi mogli pač ustrezno temu prilagoditi tudi prispevke, da bi bili bolj, temu rekel, proporcionalni letnemu zaslužku in da bi bila bolj postopna lestvica iz 9 do recimo 290 in potem naprej. Se pravi, sprememba prispevnih stopenj za SP. Prilagoditev. Recimo. Ta runda zaključena. Prav lepa hvala za številne predloge. Mogoče bilo pa fajn, ker pač prihajate z različnih vidikov ali pa pristopanj do te problematike, da drug drugega večkrat komentirate. Da sem malo razmišljal, ker je težko, da bi vsak vsem razpravljal, da bi si mogoče izbral vsak od 3 najboljše predloge od seveda ne svojih, ker naši so vedno najboljši, ampak od drugih, pa mogoče tudi poiskal kakšne, ki se mu zdijo neizvedljivi ali pa mogoče neučinkoviti. Bi pa kar začel s Kristjanom, če malo pokomentiraš. Upam, da se vidno. Ja, meni je bil zelo všeč tale predlog profesorji v industrijo. Da se mi zdi zelo dober. In to bi tudi jaz zagovarjal, ker se mi zdi, da je ta razkorak med profesorji, sploh bi mogoče rekel, ne bom rekel na vseh fakultetah, ampak na velikih fakultetah je ta razkorak zelo velik. Enostavno ne sledijo več trgu in inovacijam, ki se tam dogaja. Moram malo pogledati. Dejansko tisto glede odprave določenih omejitev določenih dejavnosti. To je tudi zelo velik problem, nekatere so res nerealne. Vsekakor ja, znižanje obdavčitve bolj obdavčenih oblik dela. To mislim, da so mi tako, če moram izbrati 3. Top. Ok, kakšna, ki se ti zdi izrazito neizvedljiva, neučinkovita? Ne, sem preveč količek, če to zahteva. Preveč količek. Ok, hvala lepa. Matej, prosim. Ja, jaz moram se upravičiti, ker do tja ne vidim, bolj po posluhu. Meni se zdi, da je sprememba izobraževalnega sistema, še posebej sprememba terciarnega izobraževalnega sistema, se pravi faksov, nujna, to, kar je gospod Miha govoril, in pa liberalizacija različnih dejavnosti se mi zdi tudi zelo, zelo pomembna. Zdaj v ta koncept sem jih ustrelil 6-7 listkov, tako da mislim, da sem svojo kvoto presegel. Ok, hvala lepa. Prosim. Je definitivno se pravi odpraviti določene smiselne pogoje za pač odprtje delovnih mest, oziroma ja, tako piše. Ja, se pa strinjam tudi definitivno, kar se tiče študentov, da je nekako preveč omejitev pa preveč enih prispevkov, ker dejansko pač
študenti res malo ven dobijo in se ti včasih kar malo žalosten, ker vidiš, koliko dobijo, pa koliko si plačajo, no. Se kar malo bi zjokal tam na računu. To no, se polo, to je pa definitivno še kakšen noter zajet. Mogoče bi te dva izpostavil. Hvala lepa. Jaz bom malo zmešal, malo pripomp na določene, pa bom tudi povedal, s čim se strinjam, s čim se pa ne. Pa ne bo čisto po vrstnem redu. Omenili ste, da imajo SP pri nas davčno privilegiran status. Ravno obratno je. SP so pri nas edina primerljiva obdavčena oblika, normalno, nepretirano obdavčena oblika v primerjavi z zahodnim svetom. Vse ostalo je nenormalno. Tako da ne uničite edino normalnost, ki je. To, kar se zdaj nova ministrica že napoveduje, da bo se bo tega lotila. Mi smo nenormalno obdavčili delo, ne pa lastnino. To je problem, zato imajo mladi težave, ker je naša lastnina, nepremičnina, nasploh kapital premalo obdavčen, ne? In vse zvrnemo na delo. To je problem. Ne? In iz tega ven iščemo denar tam, kjer ga ni, oziroma pri tistih, ki ga še nimajo. Ne? To je ena stvar. Ne? Druga stvar, strinjam se glede tega prehoda v SP, ki že zdaj ni pretirano težek, ampak če bi to avtomatizirali, bi bilo še, torej, če bi naredili avtomatsko, bi bilo še lažje potem. A ne? Potem ste omenili, da bi bilo potrebno napraviti korake, ki naj bi pritegnili mlade iz tujine domov. Jaz vam iz lastne izkušnje povem, jaz sem bil mlad, torej, mlad, 30 let, ko sem se vračal iz tujine. Noben me ni pritegnil, zavestno sem šel domov. Ne misli, da je to tako zelo prijetno, ko prideš domov. Ne? Tudi v področju medkulturne komunikacije je večji šok ob vrnitvi v domovino kot odhodu v tujino. To marsikdo ne ve in na to ni pripravljen, sploh če si živel v tujini več kot 2 leti. Ne? Tako da, zakaj pa bi tele naši mladi sploh prišli v Slovenijo? Mi jih, politika jih ne mara, ne? Zato ker jih bojo dvignili stopnjo brezposelnosti, ne? Zdaj se že par let fura na to, da se ne povečuje več brezposelnost med mladimi, seveda ne, ko jih pa izvozimo uspešno, ne? Vsako leto od 5 do 15 tisoč. Tako da bi si jih nekaj strašno želeli, si jih pravzaprav nihče ne. Ne si jih tisti, ki imajo tu službo, pa bodo dobili konkurenco iz tujine, a ne, politika pa tudi nekaj bo imeli večje število brezposelnih, pa se več ne bodo mogli hvaliti s tem. To, potem pa tale ukrep, pravite vi, profesor, je v prakso. Jaz prvi, ki podpišem, ampak kot sem že prej rekel, sploh jih ne bi smeli zaposliti brez poslovne prakse, ker ni realno pričakovati, da boste vi koga uspeli z nekim dekretom državnim, to je zelo tak, bi rekel, administrativni ukrep. Ne. Dosti bolj enostavno bi bilo izenačiti državno, torej javno in zasebno šolstvo, ustvariti s tem konkurenco in bojo javne fakultete, tako kot je naša, ustvarile razliko do državnih in bojo to same naredile in zaposlile ljudi, ki prihajajo iz prakse, razumete, in bojo zaradi tega drugačne in boljše od drugih. To pa lahko, in to je pa en čisto konkretni ukrep, ki ga prej mogoče niste eksplicitno omenil, zelo enostavno in zelo hitro se tehnično izvede s principom voucherjev, ampak seveda, pogoj za to pa je spet odprava destigmatizacije zasebnega šolstva, ki je pri nas problem kot vse privatno. In ko bo konkurenca zašpilala, bo to avtomatsko zrihtano, boste videli. Tega problema vi v Ameriki nimate, ne? Ker tisti, ki je dober, če pa ni dobrih, pa več ni. Pa nas pa preko teh glavarin, preko financiranja javnega šolstva, ne, zadržujemo tak sistem, ki dejansko v gospodarstvu ne paše. Ampak so zaščiteni, ko bobre kolojo, ne, ko smo rekli včasih. Ne. To je problem. Ne. Samo drugače, brez konkurence tega ne bomo spremenili. Jaz bi mogoče samo eno stvar še dodal. Se mi zdi tudi, mogoče da prvičkrat razmišljamo, pač, kva nekak država narobe dela, pa kva ne vem kdo narobe dela, ampak dejansko, ne vem, jaz, ki sem pač v vlogi nekoga, ki zaposlujem, dejansko je težko dobiti nekoga, ki bo res tak, ki se zagre, priden, delavn, se pravim, če rečem, da ima še izkušnja politik, fantaziram, pa sanjam.
Tako da pač tudi na mlade mogoče, ne vem, starši pa ostali morajo pritisniti, da se pač lotijo določenih stvari, da so samo iniciativni in tako dalje. Če bi to naredili, to je že en korak toliko naprej, da se od tega sploh praktično ne bilo treba pogovarjati, ker bi vsak malo drugače razmišljal. To se mi zdi tudi en tak več problem, ki pa mogoče vse tam gor, sami mladi, da se jih preveč pač ne lot stvari, mogoče zaradi tega pač tudi, kar sem že prej omenil. Tako mogoče, da sem izpustil to. Okay, hvala lepa. Zdaj smo slišali strokovnjake, tiste, ki se pravzaprav ukvarjajo s to tematiko, s tem problemom. Bi se pa obrnili še na našo publiko. Če bi kdo želel deliti kakšno svojo izkušnjo, kakšen svoj predlog, pokomentiral predloge naših gostov, prosim, izvolite. Ja, mogoče, če smem. Jaz prihajam s fakultete za poslovne vede, torej zdaj z velikim veseljem se prisluhno skupaj in ja, se kaj strinjam s gospodom dekanom, konkurenca te stvari, da reši, kar se tiče zahtev do kakovostnega znanja in predvsem uporabnega znanja, ko se pogovarjamo na recimo univerzitetni izobraževalni stopnji. Zdaj, težava v Sloveniji je tudi ko gremo po tej lestvici višja, se pravi, zdaj smo prej slišali torej v razpravi, zelo korektno, v bistvu pozitivnem duhu, zelo uporabno tudi, manjka uporabnih znanj na univerzitetni ravni, ampak manjka tudi dobrih teoretikov na teoretski ravni, ker se pravi, problem je tudi tam. Zdaj, znanstvenike se ocenjujo tudi po enih drugih kriterijih, ne so tudi, so oni v praksi zrealizirani, kako njihove teorije držijo vodo, koliko so njihove teorije skladne z realnostjo, z drugimi besedami, torej koliko podpirajo prakso. Teorija praksa sta krog, ki je sklenjena, mora narediti. In za naši teoretiki so ostali 20 let plus zadaj, v enem prejšnjem sistemu, še v veliki meri to velja predvsem za te državne ustanove. Za naša fakulteta je pa zdaj en tak, recimo temu, tujek tukaj v tej zgodbi, ki pa sluša en mlad kader angažirati, en kader, ki je pa zagret po novem, uporabnem znanju, kvalitetno platformo za to, da bo človek, kot je prej gospod podjetnik že povedal, da bo zmotiviran prišel na trg dela, da ne bo vprašal, kaj mora narediti, ampak da bo vprašal, da se bo predstavil s delom. Da bo torej predvsem imel ta odnos do odgovornega ustvarjanja, do tega, da nič ne nastane samo po sebi, da bo to imel vgrajeno v svoje osebnostne vrednote. Zdaj, fakulteta kaj dosti več od tega ne more dati. To lahko da z dobrim, zelo dobrim torej fokusom k kakovostnemu znanju na eni strani, ki je seveda podkrepljeno skozi enim praktičnim usposabljenim s tem preverjanjem, testiranjem znanja v praksi, ampak hkrati s tem, da tudi vidi česa, česa obstoječo prakso, kako bomo pa prakso izboljšali, čez prakso tako videti, take motivacije manjka se mi zdi. Te stvari so zelo popadno, kar se mene tiče, torej izpostavljeno za mizem. Ja, to je bil moj komentar. Hvala. Še kdo? Potem pa za zaključek samo še jaz vsega nekaj vprašal. Gospod je omenil, da smo deloma tam, ker smo kot posledica preteklih sistemov. Pač Slovenija je bila 50 let okupirana v 3 totalitarizmov, eden je bil sploh bolj vztrajen. In starosta oziroma legenda slovenske politične pomladi, gospod Ivan Oman je rekel, da tako kot so Izraelci rabili 40 let tavanja po puščavi, da so prišli v svojo obljubljeno deželo, tako bomo tudi mi rabili približno 40 let. Pa me zanima glede področja neke karierne spolnitve mladih Slovencov, kako daleč mislite, da po 25 letih smo vendarle napredovali, kljub vsemu je ena cela generacija mladih, vključno z mano in marsikom, ki je tukaj prisoten, odrasla. Kje mislite, da smo tukaj, pa koliko časa bomo še rabili, da bomo prišli nazaj, tako kot smo pred drugo svetovno vojno vendarle bili del nekega srednjeevropskega civilizacijskega kroga? Če bi kaj začeli z doktorjem. Teorija z področja sociologije pravi, da sprememba družbenega sistema potrebuje približno 50 let. Torej, drugače pove 5 generacij, generacija socialno-ekonomske statistike je 10 let, obračunska enota.
Moj si bolj hiter hodil. Ja, on je hiter. In to, kar je rekel gospod Oman, je bilo prizanesljivo. Skratka, še par let več od tega, če zaključim, mi smo zdaj nekje na polovici prehojene poti, ne? Še kakšna generacija, 2, mogoče celo 3 bojo morale se srečati z stvarnikom. Ne? Jaz, če bom dočakal leta 80, bom morda že, bi rekel, priča spremembi, ne? Ampak naslednjih 20-30 let se bodo pa te spremembe zelo aktivno še dogajale. Ne? Tako da računam na tiste, ki ne bojo želeli ali pa ne bojo mogli iti v tujino, da bojo nosilci sprememb. Ne? Hvala. Jaz bi rekel, da zelo težko primerjamo, no, pač, ne vem, 10-20 let nazaj, pa zdaj, ki se to hitro se spremina. Pa jaz še zmeraj mislim, da se nekako Slovenija kar dobro prilagaja, da so se v bistvu startupi, ki so nek del tudi izobraževanja mladih mogoče, da so se dobro tudi v Sloveniji prijeli, da je kar nekaj posameznikov, podjetij, skupnosti, ki to res furajo naprej. In se mi zdi, da smo pač čisto na ta pravi poti in če bomo še tako naprej gledali, ne vidim kakšnega problema, da je bilo karkoli narobe. Ne vem, jaz ne vidim, da bi bilo toliko slabo vse skupina. Ne vem. Hvala za optimizem. Sam, če vas vidim, tudi jaz sem optimist, ampak za moje vnuke. Ne? Okay. Jaz mislim, če bo moj sin, ki ga bom imel ali pa hčerka, če so malo znajdu, njih vidiš, da bo tudi kaj ustvaril. No. Če bo pa pač šalabajzer, pa se mu ne bo dal delati, pa pač no nečane. Mo nikjer ni pomoč. Ja, točno to. Mislim, da se spremembe dogajajo kontinuirano. Mislim, da je eno veliko stvar prinesla ta kriza, ki je razredčila, ki je postavila pod vprašaj mnoge stvari, ki so do takrat veljale za bolj gotove in bolj sigurne. Recimo, veliko manj gotova, saj v mislih je tudi služba v javni upravi, čeprav je še vedno zelo gotova, ne? Pa obveznice, ki so do takrat veljale za sigurno naložbo, zdaj tudi niso več toliko sigurna naložba in tako naprej. Torej, veliko stvari se je prevprašalo v tej krizi in mislim, da je recimo takšni pojavi, kot so startupi, pa oddaja prava ideja, pa destigmatizacija srednješolske izobrazbe poklicne, ker smo zelo, ne vem če še, ampak po nekaterih statistikah smo bili na prvem ali drugem mestu po procentu študentov v celotni populaciji. Ne? Torej, pač imamo strukturno brezposelnost, ne? In ta se je s krizo tudi ni več tistega, kar so tudi meni še, ne, ki sem v 90-ih začel na faks hoditi, govorili starši, ne, najprej faks, potem pa še druge stvari. Ne. Zdaj se mi zdi, da starši že tudi bolj razmišljajo o teoretskem izobraževanju, pa o učenju skozi delo kot o dveh, malo bolj, no, vidijo dve paraleli, ki se morata dopolnjevati, tako kot je gospod rekel, da je to krog. Ne. Hvala. Jaz gledam na to stvar tako. Mladega posameznika je treba opolnomočiti, da bo kar najboljš lahko razvil svoje potenciale. In potem bo ta mlad posameznik bil sposoben reševati svoje probleme sam. Ne čakati na to, kaj bo naredila država in kakšne spremembe se bodo v tej državi dogajale. Živimo v takem času, da praktično, če ti nek sistem v neki državi ni všeč, jo lahko zameniš. Nikoli ne bo tako, da bo vsem všeč v Sloveniji, to bi dal roko v ogenj. Mislim, da pa počasi plujemo tja, kjer bo vedno več posameznikom lahko tukaj. Ok, mislim, da je bil tale zaključek kar bolj optimističen, kot razprava do zdaj. Tako da mislim, da je to dobra stolčnica za zaključek. Tudi čas nam je počas potekel. Jaz se prav lepo zahvaljujem vsem štirjem, da ste danes prišli, ste bili pripravljeni z nami pogovarjati in seveda tudi vsem, ki ste prišli poslušati. Seveda pa pač večera še ni konc in ga lahko nadaljujemo debato v sosednjem prostoru. Hvala lepa.